Že 8 let ekokemp Korita, ki leži v vasi Soča v Gornjem Posočju, obiskujejo predvsem tujci. Največ je obiskovalcev iz Avstralije, Anglije, pa tudi Nizozemske, Danske, Belgije in Združenih držav. It's beautiful. It's got everything. It's got beautiful mountains, forests, hiking trails, the river, of course. It's wonderful. It's a very homey atmosphere, I think. Za vzdušje v kempu in da imajo gostje vse, kar potrebujejo, skrbi Matic Leskošek z družino. Jeseni in pozimi se z otroki preselijo v Celje. Zadnji 2 leti so 5 najhladnejših mesecev preživeli na Šrilanki. Od maja do septembra pa je njihov dom ta kemp ob Soči. Tole je kuhnica za goste kampa, vsi jo lahko uporabljajo. Tamle je štedilnik, ves pribor. Spodaj imamo krožnik. V ekokempu goste spodbujajo, da ločujejo odpadke in da so z uporabo vode varčni. Čim bolj se trudijo izkoristiti sončno energijo, tako za ogrevanje kot tudi za razsvetljavo. Posebnost kempa pa je tale soška postelja. Tako so poimenovali šotor z 2 ležiščema, ki ga obdaja lesena streha. Idejo sem dobil v Kanadi, kjer sem študiral eko in adrenalinski turizem. Potem pa sem samo model prenesel na lokalno okolje, tako da vsi materiali, ki so bili uporabljeni tukaj, so pridobljeni iz lokalnega okolja v rangu cirka 20 km. Ekokemp Korita eko certifikata sicer nima, je pa eko dobra tržna vaba za turiste. We've just been to the neighbor, they're an eco farm, an organic farm, and we've been watching him making cheese. So that was quite amazing. So we've seen him making the cheese and then you can buy the cheese, you know. So it's really great. Na sosednji kmetiji, ki stoji ob ekokempu, gostom ponujajo hrano, ki jo po večini pridelajo sami. Klasičen trdi sir, potem je mehki sir brez dodatkov in mehki sir z zelišči, ponovadi z drobnjakom. Zraven pa še malo suhomesnatih izdelkov, salama, šunka, malo pancete. Vse domače. To je vse naš domač proizvodi. V ekokempu Korita, kjer nočitev stane od 17 do 20 evrov, gostom ponujajo tudi razne športne aktivnosti, od raftinga, soteskanja in kajaka. Predvsem pa, poleg ekološkega osveščanja, skrbijo, da tujcem pokažejo lepote našega Posočja.